Vaša vrnitev na Fazaneriju se ni končala po vaših željah. Kratka ocena srečanja. Kratka ocena srečanja je ta, da enostavno Olimpija ima kvaliteto več. S tem se moramo sprijazniti. Naša kvaliteta nam ne dopušča, da bi enakovredno se kosili z Olimpijo v tem trenutku, ampak nam Olimpija ni tekmec. Škoda je za izgubljenimi točkami. Naši tekmeci so druge ekipe in tukaj mislim, da bomo poskušali v teh tekmah iskati točke. Predvsem oba polčasa, začetka polčasa sta bila zelo spodbudna. Ja, mislim, da smo prvi polčas odigrali dokaj dobro na nivoju. Tako mi kot Olimpija je imela par priložnosti. Potem bom pa rekel, tale zadetek, ki smo ga prejeli, je pa zadetek izkušnje, predvsem Nike Ziča, ki je, bom rekel, za telesom dobesedno potisnil žogo v mrežo. Dejstvo pa je, da drugi polčas v tisti naši premoči nismo bili uspešni, nismo kronali zadetka in potem z prvim prehodom naše police smo ga prejeli. To pa je, se pravim, to pa je kvaliteta ekipe, katero ima Olimpija in mimo tega ne moremo. Že naslednje srečanje pa je za vas čisto drugačna zgodba. Prihaja direktni konkurent za obstanek v ligi. Ja, prihaja direktni konkurent, za katerega se bomo maksimalno dobro pripravili. Najbolj važno je, da se zdaj mi regeneriramo, da se v glavah spočijemo, da vemo, da nam Olimpija ni prioriteta, da nam prva mesta, visoka mesta niso prioriteta. Enostavno prihaja Aluminij, proti kateremu bomo dali vse, da iztržimo pozitivno. Čeprav je bila videti želja po dobrem rezultatu, vam tokrat ni uspelo. Ja, kako ste že rekli, jaz mislim, da smo pokazali željo, da smo se borili pač po naših močeh, vendar ja, nekako nam ne steče. Ja, tudi nimamo nekako, bom rekel, sreče. Imeli smo svoje šanse, na drugi strani pa prejemamo zadetke. Ja, prelahko, v bistvu, ja, ali gre skozi nog, ali smo prepozni in ja, to bomo mogli predvsem to popraviti. In, ja, nič drugega nam ne preostane, kot da pač glave gor in pa se pripravimo že za naslednjo tekmo. Kako ste zadovoljni s svojo igro? Ne nazadnje ste bili pod stalnim pritiskom celih 90 minut. Pa sigurno ne moreš biti zadovoljen, če pač izgubiš 4-0. Se pravi, ja, mi obrambni igralci smo zadolženi za to in ja, vedno je lahko boljše, tako da treba pač gledati, kako sem že prej rekel, glave gor, še več delati na treningu in pač probati naslednjo tekmo biti boljši, probati, da ne dobimo gola in pač da ga damo in probamo pač knjižiti 3 točke. Čestitke za visoko zmago, ste pričakovali tak razplet? Pričakovali, definitivno smo šli na zmago. Moram reči, da smo bili malo v strahu zaradi pač teh 3 tekem, ki smo jih zdaj odigrali, težkih tekem, igrišče je težko, ampak jaz mislim, da so se fantje fenomenalno odzvali in moram reči, da smo več kot zasluženo zmago. Sam začetek srečanja ni nakazoval na tako visoko zmago, v nadaljevanju pa predvsem boljša igra vaše ekipe. Ja, mogoče, se pravim, težek je teren, nasprotnik je bil še svež, normalno motiviran. Potem pa so stvari stekle, so se postavili na svoje mesto in mislim, da smo mi danes dominirali, da bi lahko zabili še par zadetkov, ampak enostavno tudi to je v redu. Danes ste prikazali zelo dobro igro kljub težkemu igrišču, Vrmeček še zadetek, verjetno manj zadovoljstva ne manjka. Ja, res je, odigrali smo na dobro tekmo, pač prvi polčas smo dobro odigrali, na koncu pač v zadnji minuti se nam je posrečilo oziroma smo bili nagrajeni z golom, tako da na koncu smo pač odigrali tako, kot smo mogli in zasluženo zmagali. Kako ocenjujete svojo igro? Ja, v redu, pa važno, da smo mi zmagali kot ekipa, tako da to največ šteje.